Pridružujem se tistim, ki obtožujejo morske pse, ptice in delfine, da so agenti Mosada. Nekateri vidni Španci so namignili, da je Izrael stal za množično invazijo več kot 70.000 migrantov, ki so vstopili v Ceuto iz Maroka. Toda ker so se notranje razprtije v Izraelu glede upravljanja lastnih meja ta teden znova zaostrile, ta neumna obtožba postane še bolj žalostno smešna. Sem Ilana Mizel-Diamant, izvršna direktorica Foruma za pravo in svobodo Izraela, in to je osnovno pravo. Tako je Vrhovno sodišče ta teden zamrznilo zakon, namenjen odvračanju terorizma, z utemeljitvijo, da bi njegova uveljavitev lahko povzročila nepopravljivo škodo. Obravnava samega zakona, ki je v pogovornem jeziku znan kot zakon Shear Hayai, je določena za november. Poročnica Shear Hayai, stara 22 let, je bila ena od 4 vojakov umorjenih leta 2017. Ko je Fadi Al-Kunbar, 27-letni prebivalec Džabal Mokaberja, zapeljal s tovornjakom v skupino kadetov na promenadi Armon HaNaciv v Jeruzalemu. Še 13 jih je bilo ranjenih. Po njej je poimenovan ta zakon, ki je amandma k zakonu o državljanstvu in vstopu v Izrael. In kar ta zakon počne, je to, da notranjemu ministru prepoveduje izdajo dovoljenj za bivanje ali stalno prebivanje Palestincem iz Judeje in Samarije ali Gaze, prebivalcem, ki so bili obsojeni za teroristična kazniva dejanja, aktivnim terorističnim operativcem ali njihovim družinskim članom. Zakon, sprejet julija lani, naj bi se začel izvajati po mesecih birokratskih zamud, zamrznitev pa, zlasti glede vprašanja družinske kazni, je prišel dan pred začetkom izvajanja zakona. Zdaj, za tiste, ki poslušajo zunaj Izraela, in morda celo za nekatere tukaj, sama ideja, da bi zakon lahko kaznoval družinske člane storilca, se zdi tuja, morda celo krivična. In danes želim poskusiti razložiti obe strani polemike okoli tega amandmaja v kontekstu širše razprave o tako imenovanem združevanju družin. Je zapleteno govori o nečem temeljnem v izraelski družbi. In Izraelci to dojemajo kot vprašanje obstoja. Ne bom zavzela stališča do določene politike, vendar upam, da vam bo ta epizoda dala informacije, ki vam bodo omogočile, da preberete več, raziskujete in se soočite z mnenji, ki jih boste danes slišali. Torej, združevanje družin. Pred letom 2003 izraelski državljan, ki se je poročil s Palestincem iz Gaze ali Judeje in Samarije, je lahko za zakonca uredil prebivanje po običajnem postopku. Med letoma 1993 in 2003 ocenjuje se, da je približno 130.000 Palestincev vstopilo v Izrael in pridobilo bodisi status izraelskega prebivališča ali državljanstva prek združitve družin. Leta 2003, na vrhuncu druge intifade, ki je zahtevala več kot 1000 izraelskih življenj, vključno z več kot 120 otroki. Kneset je sprejel zakon, ki je uzakonil začasni vladni odlok. Odlok je omejeval podeljevanje državljanstva in dovoljenj za prebivanje ter vstop tistim, ki prihajajo iz Judeje in Samarije ter Gaze, nadaljnja sprememba pa je dodala še več sovražnih držav. Zakon notranjemu ministru prepušča diskrecijsko pravico, da izda posamezno preverjene izjeme, ki jih je mogoče podaljšati, za tiste, ki predstavljajo manjše varnostno tveganje. Tako so to zakonci določene starosti, otroci, zdravstveno zdravljenje, delovna dovoljenja. Zakon, ki je, kot sem rekla, zakon o državljanstvu in vstopu v Izrael, je bil vsako leto podaljšan do leta 2021, nato pa ponovno sprejet leta 2022. Raziskava Kohelet Policy Forum ocenjuje število odobrenih izjem od leta 2003 do 2020 na približno 48.000. Ocenili so, da je stopnja odobritve znašala 54%. Zdaj že leta narašča zaskrbljenost znotraj izraelske politične desnice. Dokazi so kazali, da druga generacija združevanja družin, torej otroci ljudi, ki so vstopili na ta način, so nesorazmerno vpleteni v izraelski terorizem. Po besedah Amita Halevija, poslanca, ki je sponzoriral zakon Shear Hayai, na katerega se bomo še vrnili, to trditev podpirajo tudi obveščevalni podatki. Zdaj obstajajo številke, na katere se zagovorniki zakona sklicujejo kot na dokaz za to zaskrbljenost, in uporabili bomo veliko informacij iz odprtih virov, ki jih lahko preverite sami. Tako je leta 2021 časopis Izrael Hayom izvedel preiskavo, pri kateri je uporabil podatke varnostnih organov iz
let 2001 do 2016. Ugotovil, da so bili otroci druge generacije združevanja družin vpleteni v teroristična dejanja 3-krat pogosteje, kot je njihov delež v celotni populaciji, in 12-krat pogosteje v primerih v Jeruzalemu posebej. Po nemirih v Lodu, Ramli, Jafi in Akri maja 2021 je zagovorniška skupina z imenom Araj Israel pregledala več kot 120 aretacijskih dosjejev iz Loda in Ramle. Ugotovili so, da je približno 60% aretiranih zaradi napadov na judovske civiliste ali varnostne sile in 63% tistih, ki so bili dejansko obtoženi, imelo starša, ki je prišel prek združitve družine. V Negevu, ki se prav tako sooča z razširjenimi izzivi na področju pregona in terorizma, so novinarji že leta izražali zaskrbljenost glede palestinizacije beduinskega prebivalstva. Ponovno, kot posledica združitve družin, pri kateri je beduinsko prebivalstvo jemalo žene iz sovražnih palestinskih skupnosti. Zdaj, kar se sliši kot razprava o poreklu, je v resnici razprava o svetovnih nazorih. Empirični podatki zdaj kažejo, da ljudje, ki prihajajo prek združitve družin iz teh območij, podpirajo nasilne ideologije, tudi če niso nujno tisti, ki izvajajo nasilje. Ni treba iskati daleč, da to opazite. Decembra 2023. Anketa Palestinskega centra za raziskave politike in javnega mnenja je pokazala, da je 72% Palestincev v Gazi in na Zahodnem bregu menilo, da je bil napad Hamasa 7. oktobra prava odločitev. 2 leti kasneje, v najnovejši anketi iz oktobra 2025, je ta številka nižja kot na vrhuncu, vendar še vedno nad 50% in ponovno narašča prav v Gazi. Prevladujoča večina anketiranih, 85% v Judeji in Samariji ter 55% v Gazi, nasprotuje razorožitvi Hamasa, tudi če bi to bil pogoj za konec vojne. Oboroženi boj je še vedno veljal za boljšo pot naprej kot pogajanja in miroljubni ljudski odpor, še posebej v Judeji in Samariji. To pomeni, da je verjetnost, da priseljenec z tega območja pride s takšnimi pogledi, izjemno visoka. Prav tako pa je velika verjetnost, da jih prenese naprej v svoji družini. To postavlja oblikovalce politik pred vprašanje, koliko tveganja so pripravljeni sprejeti. Torej, to je varnostni argument za bolj strogo obravnavo teh družinskih dovoljenj na splošno. In tik preden preidemo na nasprotne argumente, bomo omenili tudi demografski vidik. Ohranjanje judovske večine v Izraelu je ključno, tako za fizično varnost države, kot za njen značaj. Leta 2021. Demograf Arnon Sofer je ponovno poudaril napoved, da bi neomejen vstop, skupaj z naravno rastjo arabske populacije znotraj Izraela, bi v 60 letih pomenil konec judovske večine tukaj. Tako kot vsaka druga država, ima tudi Izrael pravico, da zaščiti svoje meje in svoje državljane, ter da odloča o pogojih, pod katerimi lahko tujci vstopijo. Zdaj, kritiki teh omejitev na to gledajo povsem drugače in se osredotočajo na kršenje posameznikovih pravic. Vrhovno sodišče je pravico do družinskega življenja opredelilo kot temeljno ustavno pravico, do katere je upravičen vsak izraelski državljan. Poleg tega, pravijo kritiki zakona, so nesorazmerno prizadeti izraelski Arabci, saj predstavljajo pravzaprav vsi tisti, ki se poročajo z Arabci iz območij, ki se soočajo s to domnevno prepovedjo, z nekaj izjemami. Pri preverjanju vsakega prosilca mora Izrael uravnotežiti svoje varnostne skrbi s svojo zavezanostjo enakosti in človekovim pravicam. Vrhovno sodišče je ta zakon o državljanstvu dejansko preizkusilo že 3-krat, 2-krat doslej, in ga pustilo v veljavi z najmanjšo možno razliko, s 6 glasovi proti 5. Leta 2006, ko je šlo za prvi primer, se je postavilo vprašanje, katere ustavne pravice so sodniki menili, da so bile kršene, če sploh katere, in kakšna je bila ustrezna teža varnostnih pomislekov, ki stojijo za zakonom. Sodišče je na koncu odločilo, da je vsak poseg v pravico do poroke in pravico do enakosti sorazmeren, glede na to, da so tisti, ki so želeli vstopiti, prihajali z območja, ki je bilo v vojni ali celo v kvazi vojni z Izraelom. Poleg tega bi lahko država odobrila izjeme. Z drugimi besedami, tudi če so v igri ustavne pravice izraelskih državljanov, včasih nuja in varnost žal zahtevata, da se te pravice omejijo, da bi rešili življenja.
Medtem pa je manjšinsko mnenje predsednika Vrhovnega sodišča Aharona Baraka menilo, da zakon nesorazmerno posega v ustavne pravice in bi ga bilo zato treba razveljaviti. Skliceval se je na prejšnje sodne primere. Pri tem ravnotežju človekove pravice ne morejo biti popolnoma zaščitene, kot da terorizma ne bi bilo, in državna varnost ne more biti popolnoma zaščitena, kot da človekovih pravic ne bi bilo. Potrebno je občutljivo in prefinjeno ravnotežje. To je cena demokracije. Je drago, a vredno. Leta 2012 je pred drugo 11-člansko sodniško zasedbo sodišče ponovno obravnavalo izpodbijanje zakona in doseglo v bistvu enak rezultat z enako večino. 6-5, vključno z enim sodnikom, ki je prešel v manjšino. Ker Barak takrat ni bil več na sodišču, je večinsko mnenje začelo s citatom ene izmed njegovih lastnih izjav. Človekove pravice niso recept za nacionalni samomor. Zdaj je zakon o državljanstvu in vstopu ponovno na sodišču. Od leta 2022 tožniki pa si prizadevajo, da bi ga v celoti razveljavili, kar je ločen primer od Čagajevega amandmaja, o katerem bomo govorili v nadaljevanju. Ta boj za življenje in smrt, kdo odloča in kako, je rdeča nit največjih pravnih razprav v Izraelu. In z vidika konzervativne pravne perspektive je to tudi študija primera, kjer se je sodišče vmešalo z vprašljivimi pooblastili in dalo manjšo težo varnostnim in demografskim vprašanjem, kot menijo mnogi, da bi moralo. Seveda pa tisti, ki se strinjajo z manjšinskim stališčem sodišča, to vidijo povsem nasprotno. To vprašanje je ena ključnih bolečih točk in v primeru zakona Shir Hayač tehtamo še ostrejše nasprotujoče si interese, ker ne govorimo le o združitvi zakoncev, ki se ocenjuje posamezno, ampak potencialno tudi o preklicu ali zavrnitvi dovoljenj družinskim članom. Nekateri med njimi so morda tukaj že dolgo in so se tukaj ustalili. Zdi se, da je to nekaj, kar zahodni moralni in kazenski kodeks pri soočanju s kriminalom v osnovi zavrača. Pravzaprav bi lahko zlahka utemeljili svetopisemski argument. Prav od hebrejskih prerokov se učimo, da sin ne bo trpel zaradi očetove krivde, niti oče ne bo trpel zaradi sinove krivde. Po drugi strani pa, ko imate terorista, ki se ne boji ne zapora, ne poškodbe, ne smrti, kaj je tisto, kar ga lahko odvrne od odločitve, da bi ubijal Izraelce? Ko se zdi, da tradicionalne kazni za kazniva dejanja ne odvračajo nekoga, ki je pripravljen umreti, ko so življenja na kocki, mora država še vedno prostovoljno podeljevati privilegije in ugodnosti njegovi družini. Pravica do življenja je tudi človekova pravica. Pravica države, da brani svoje državljane, je temeljna. Vprašanje je, kaj te pravice dovoljujejo državi storiti, ko grožnja prihaja od nekoga, ki je povezan z osebo, ki je storila teroristično dejanje. Kako pristop, ki temelji na pravicah, upošteva ta dejstva, da bi ohranil izraelsko varnost? In če smo po drugi strani v vojni, ki upravičuje posebne ukrepe, kje kot družba želimo postaviti mejo? Tukaj nimam briljantnih odgovorov, vendar sem želela odpreti to razpravo, ker mislim, da je pomembna. In lahko samo predstavim nekaj misli, ki sem jih imela med razmišljanjem o tem, spet ne da bi pri tem zavzela konkretno politično stališče. Najprej, kot smo omenili, je pravica države, da ureja vstop na svoje ozemlje, neločljivo povezana z njeno suverenostjo. Države imajo na splošno široka pooblastila za določanje, kdo lahko vstopi na njihovo ozemlje in pod kakšnimi pogoji. Tudi druge demokracije, vključno z Združenimi državami, so ohranile široke omejitve vstopa v veljavi zaradi skrbi za nacionalno varnost. In če želimo biti res natančni, se lahko spomnimo, da izraelski Judi niso dobrodošli nikjer, na območjih pod palestinskim nadzorom ali na ozemlju drugih držav navedenih v zakonu, kot sta Sirija ali Iran. Drugič, terorizem lahko zahteva drugačne ukrepe kot običajni kriminal. To je dejanje, ki je posebej zasnovano tako, da vpliva na množice ljudi z vnašanjem strahu in bolečine v njihova vsakdanja življenja. Za terorist njegove neposredne žrtve so sredstvo za prenašanje širšega sporočila, namenjenega izganjanju, ustrahovanju in prizadeti celotno skupnost. Dejanje stori v imenu ene skupnosti in škoduje drugi. In to spet pomeni, da je terorizem nekaj drugega kot običajen kriminal in v pomembnih pogledih nekaj bližje vojnemu dejanju. V vojni države dopuščajo določeno kolateralno škodo za dosego vojaškega cilja, če je ta sorazmerna. Boj proti terorizmu zahteva, da do neke mere razmišljamo v smislu kolektivov in ne samo v okviru individualnih pravic.
To vprašanje postane še pomembnejše v družbah, kjer imajo družina, klan in skupnostna identiteta še posebej močno vlogo. Tretjič, ko pridete do družinskih članov, je ta pogovor lahko zelo zahteven, ker izhajamo iz zahodnega pogleda na individualne pravice. Toda ta miselni okvir se je sam po sebi težko spopadal s pojavi, kot sta terorizem ali množične migracije po Zahodu, ne le v Izraelu. Težava je v tem, da lahko posamezne upravičene zahteve po pravicah skupaj predstavljajo kolektivno grožnjo pravicam drugih posameznikov. Najbolj temeljno pa njihovi pravici do življenja in varnosti. Navajeni smo razmišljati o argumentih človekovih pravic kot o spopadu med državo in posameznikom, ki ima do nje določene zahteve. Tako se pri združevanju družin argumenti o človekovih pravicah, ki jih navajajo na sodišču, dotikajo ustavnih pravic številnih izraelskih državljanov do poroke, kar je res ganljivo in pomembno. A vsaj v javni razpravi se varnostni argument običajno ne obravnava kot argument človekovih pravic sam po sebi. In vprašati se moram, ali je to pravi pristop, saj je pravica do življenja človekova pravica. Pravica do samoobrambe je človekova pravica. To so najbolj osnovne pravice. Kako torej merite trg človekovih pravic? No, o tem običajno odloča zakonodajalec, čeprav bo v praksi tukaj verjetno odločalo sodišče. Vendar pa menim, da bi morali tisti, ki zagovarjajo stališče, da družinski člani bi morali izgubiti dovoljenje za prebivanje ali ga nikoli ne bi smeli pridobiti, vsaj utemeljiti svoje argumente tudi v smislu človekovih pravic. O zakonu Shir Hayai bomo več slišali novembra, zato naj vam za razmislek pustim to misel in zaključim v pozitivnem tonu. Medtem ko sem ta teden razmišljala o teh vprašanjih posameznika in skupnosti, me je pritegnil uvodnik Davida Horovica, ki je pisal za časnik Times of Israel in opozoril na zaskrbljujoče kazalnike za prihodnost Izraela. Dokumentiran je porast odhodov med visoko plačanimi zdravniki, inženirji in zaposlenimi v tehnološkem sektorju. Izobraževalni sistem je v razsulu. Integracija Haredijev je zelo pomembna, vendar težko dosegljiva prednostna naloga. Glavno sporočilo kolumne je bilo, da so prihajajoče volitve zadnja priložnost, da preprečimo spiralo družbenega kolapsa. Moj odgovor na to, čeprav me ni vprašal, je da in ne. Da, Izrael ima izzive, vendar ne. Izrael dejansko ni na robu kolapsa, tudi če so pred nami težja leta. Tudi Izrael ima močan občutek kolektivne identitete, zaveze, globoke zgodovinske kontinuitete. Odpornost te države ne izhaja samo iz ekonomskih kazalnikov. Izhaja iz skupnega občutka kolektivne usode. In glede tega je raziskava Sohar, objavljena to pomlad, pokazala, da 48% Izraelcev poroča o okrepljeni povezanosti s svojo judovsko identiteto po 7. oktobru, v primerjavi z le 12%, ki poročajo o šibkejši povezanosti. 65% jih je povedalo, da se je njihova povezanost z državo in deželo posebej okrepila. In to pomeni, da čeprav nekateri odhajajo, kar je tragedija, bo na tisoče drugih. Nekateri bodo ostali, drugi se bodo preselili sem in gradili svoje življenja kot del judovske zgodbe. Izrael vztraja, ker njegovi ljudje prepoznavajo, da pripadajo skupnosti, ki jo je vredno braniti. In tudi če skupnost raste počasneje, kot bi si želeli, ali postane revnejša, kot bi si želeli, ali pa je včasih bolj razdrobljena, je tukaj. Volitve so zelo pomembne. Toda tudi v najtežjih časih ostajamo. Kot sem že omenila na začetku, ima Izrael veliko dela pri odločanju, kako želi upravljati svoje meje in kako uravnotežiti vrednote, ki so na kocki pri učinkovitem ukrepanju. Ampak ne pozabite, vse se je začelo z omembo feote. Moj nasvet Španiji pa je, naj več časa nameni tovrstnim resnim razpravam in manj paranoidnim teorijam zarote. Če pa tistim redkim, ki so krivili Mossad, to še vedno lažje uspeva, predlagam, da izprašate nekaj delfinov za informacije. Naučeni so, da ne govorijo, ampak ne bi želela stati na poti nikogaršnjim fantazijam. Vaya con Dios. Se vidimo naslednji teden.